Izvedeli smo, da bomo dobili naraščaj že v začetku maja, junija, ker redno spremljamo cikle šimpanzov. Tudi Boris pa Neža, oče in mati, sta bila združena s tem namenom. Porod je bil pričakovan, vendar ne do dneva natančno. Vsak mladič šimpanza dejansko prinaša veliko veselje v živalski vrt, za veterinarja pa precej dodatne izzive. Neža, ki je že zelo sposobna mati, nam ga vsakič mladička prinese pokazati. Odnos med veterinarjem in šimpanzi v živalskem vrtu zna biti lahko zapleten, ljubezen je pogosto samo enostranska. Vendar mi imamo to srečo, da združujemo dokaj dobre kontakte in Neža, ki je že zelo sposobna mati, nam ga vsakič mladička prinese pokazati, tako da lahko mi ga vizualno ocenimo. Ne smemo ga slikati, to pa ne pusti, ampak lahko preštejemo, koliko imajo prstkov, ocenimo, če so morfološko prisotne, kakšne prirodne napake. Preko poročila oskrbnikov lahko spremljamo, mladiček sesa lepo, pa vizualno vidimo, pridobiva recimo na teži in dobro raste. Mama se je odzvala na mladiča zelo dobro, je to njen tretji mladič, tako da je vse mama zrihtala sama, mi smo pač se umaknili in spremljali cel porod preko kamer. Bilo je pa to zelo hitro, porod je potekal brez težav. Ta skupina je pomagala pri tem tako, da so se večinoma odmaknili. Najstarejša hčer Leona je bila zraven, vendar je Neža se odmaknila in je porihtala vse sama. Mladiča smo zaposleni v Zoo v Ljubljani poimenovali Togo po zahodnoafriški državi, kjer so zahodni šimpanzi žal izumrli. V zadnjih 25 letih se je njihovo število zmanjšalo celo za 80% in danes ocenjujejo, da jih v naravi živi le še med 18 in 55 tisoč. Včasih kdo vpraša, zakaj takoj po porodu ne zvije za mladiča. Hočemo zaščititi družino, da se najprej družina znotraj organizira in potem, ko vidimo, da je vse lepo v redu, da mladič lepo napreduje, takrat potem tudi mladiče pokažemo. Naša Neža je zelo zaščitna mama, mladička ima ob sebi skozi, pač ob hranjenju, ga ne posoja drugim, vedno je v njenem naročju in tako bo ostalo do 2. leta, potem pa se bo ta mladiček začel bolj samosvajati. Na mladička so se drugi šimpanzi odzvali precej radovedno. Še najbolj je bil radoveden njegov najmlajši brat. Drezal njega, vendar je pa Neža kmalu naredila mir in mladička čuvala. Sama dinamika se ni v skupini ni kaj veliko spremenila, saj je ta skupina vajena že od prej, da imamo mladičke, to je že tretji mladiček. Prejost pri šimpanzih traja tam nekje 7 mesecev in pol. Po tej dobi se skoti mladič, precej nebogljen, brez zobov, težak okrog 2 kg. Drži se mamice zelo močno, njene dlake na trebuhu, tam nekje do 3. meseca, potem pa že ga malce bolj zanima okolica, poskuša okušati hrano, če mu mamica to dovoli. Pri 5 mesecih poskuša narediti kakšen korak, ampak vedno v bližini mame in pod njenim budnim očesom. Tam nekje med 3. in 5. letom se že veliko socializirajo, igrajo s ostalimi šimpanzi. Zelo pomembno je, da živijo v družini, se drug od drugega učijo, se igrajo, preizkušajo razne norčije. Okrog 8. do 12. leta pa spolno dozorijo, samičke ponavadi malce prej kot samčki. Tako kot pri ljudeh, so tudi mladiči toliko bolj občutljivi na te bolezni. Iz tega razloga res, tako kot smo v kontaktu s Togotom, poskušamo čim manj imeti tega kontakta oziroma se mu pač izogniti. Kar je za nas recimo prehlad, je lahko za šimpanza tudi usodna bolezen. Se pravi, imeli smo že primere, ko so se nalezali od obiskovalcev in potem smo imeli res hude pljučnice. Mladički pri začetku rojstva potrebujejo mir. Predvsem mir potrebuje mama, sploh prve dni, da res mladiček dobi tisto prvo mleko, dobi vse vitamine preko tega mleka. Zagotoviti moramo tudi, da se ta mladiček ne okuži, da vse take faktorje izključimo, da mu omogočimo čim bolj zdravo okolje, varno. Obiskovalce prosimo, da se pri ogradi šimpanzov vedete spoštljivo. Ne trkajte po steklu, ne uporabljajte bliskavice ob fotografiranju, ne kričite in ne hranite živali. Če ste bolni, se raje umaknite korak ali dva stran. Z upoštevanjem zobontona skupaj skrbimo, da je obisk varen in prijeten za živali in ljudi.
Vas zanima razvoj šimpanzov in kako se za njih skrbi? Ali veste, da v živalskem vrtu Ljubljana potekajo tudi redni veterinarski treningi s šimpanzi? Izvedeli pa boste tudi, zakaj so zahodni šimpanzi tako ogroženi. Spremljajte nas v naslednji Zookulisni soboti čez 14 dni.